Srčno sem želel jesti z vami to velikonočno večerjo, preden tukaj. Kaj te povem vam, da ne bom več jedel, dokler bo dopolnjena Božja kraljestvo. In vzel je kelih, se zahvalil in rekel: Vzemite to in se razdelite med seboj. Kaj te povem vam, od sedaj naprej ne bom več pil od slovenske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo. In vzel je kruh, se zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: To je moje telo, ki se daje za vas. Zadelajte moj spomin. Prav tako je po večerji vzel tudi kelih in rekel: Ta kelih je nova zveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Poglejte, roka mojega izdajalca je nocoj z menoj pri mizi. Sin človekov gre, kamor je določeno, in gori človeku, ki ga izdaja. Apostoli pa so se začeli spraševati, kdo izmed njih bo to storil. Med njimi je nastal tudi prepir, kateri izmed njih se zdi največji. On pa jim je rekel: Kralji narodov gospodujejo nad njimi, in njihovi oblastniki se imenujejo dobrotniki. Med vami pa naj ne bo tako, več največji izmed vas ne bo kakor najmanjši, in predstojnik kakor strežnik. Kajte, kdo je namreč večji, tisti, ki sedi pri mizi, ali tisti, ki streže? Jaz pa sem sredi med vami, kakor tisti, ki streže. Vi ste strali z menoj na mojih preizkušnjah. Zapuščam vam Božje kraljestvo, kakor ga je moj oče prepustil meni. Jedli in pili boste pri moji mizi in sedeli na prestolih, ker so bili 12, ki zverili prodobom. Simon, glej, Satan vas je hotel presijati kakor pšenico, jaz pa sem molil zate, da ne brišem tvoja vena. Ko se boš neko spreobrnil tudi svoje brate. Peter mu je rekel: Gospod, s teboj sem pripravljen tudi ječo in smrt. On pa je dejal: Resnično povem ti, Peter, danes peteli ne bo zaprel, dokler ne boš 3-krat zatajal. In rekel jim je: Ko sem vas poslal na pot, brez denarnice, torbe ali butve, ali ste kaj pogrešali? Dejali so: nič. Rekel jim je: Kdor ima denarnico, naj se daj pozame, in kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. Kaj ti povem vam, bliža se čas, ko je zapisano, da se bo izpolnilo to, kar se nanaša na mene. Rekli so: On pa jim je dejal: Dovolj. Šel je ven in se kakor ponavadi napotil proti Ulski gori. Tudi učenci so šli z njim. Ko je prišel na tisti kraj, jim je rekel: Molite, da ne padete v skušnjavo. Sam pa se je oddaljil od njih približno za ročaj kamna. Padel je na kolena in molil: Oče, daj, če želiš, naj gre tvojih mil v mene, ampak ne moja, tvoja volja naj se zgodi. Prikazal se mu je angel iz nebes in ga krepčal. Ko ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Ko je vstal od molitve, je šel k učencem in jih našel, da so od žalosti zaspali.
Rekel jim je: Kaj spite? Vstanite in molite, da ne padete v skušnjavo. Medtem, ko je še govoril, je prišla množica. Pred njo je hodil eden izmed 12, ki se je imenoval Juda. Približal se je Jezusu, da bi ga poljubil. Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega. Ko so ti, ki so bili okrog njega, videli, kaj se bo zgodilo, so rekli: Gospod, ne vajmo z mečem. In eden izmed njih je udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal desno uho. Nehajte, dovolj je. In dotaknil se je ušesa ter ga ozdravil. Velikim duhovnikom, poveljnikom v templju in starešinam, ki so prišli naden, pa je rekel: Kakor na razbojnika ste prišli name, s meč in koli. Dan na dan bil med vami v templju, pa me niste prijeli. In to je vaša ura, da glaste me. Zgrabili so ga torej in odvedli. Pripeljali so ga v hišo velikega duhovnika. Peter pa je šel oddaleč za njim. Sredi dvorišča so zakurili ogenj in ko so sedli skupaj, je Peter sedel mednje. Ko ga je videla neka dekla, da sedi pri ognju, je uprla van oči in rekla: Tudi ta je bil eden izmed njih. On pa je tajil in dejal: Ne poznam ga že. Kmalu na to ga je videl nekdo drug in pripomnil. In ti si izmed njih. Peter pa je rekel: Človek Božji, nisem. Kakšno uro pozneje je spet nekdo drug zatrjeval. Jo, seveda, zagotovo si bil z njim, si ga videl? Peter pa je rekel: Človek Božji, ne vem, kaj praviš. In tisti trenutek, ko je še govoril, je petelin zapel. In Gospod se je obrnil in se ozrl na Petra, in Peter se je spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: Preden bo danes petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Možje, ki so imeli Jezusa vklenjenega, so ga zasmehovali in pretepali. Zakrili so mu obraz in govorili: In še veliko drugih kletov so izrekali zoper njega. Ko se je zdanilo, so se zbrali starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismouki, ter ga privedli pred svoj veliki zbor. Rekli so: Ali si ti Mesija? Rekel jim je: Če vam odgovorim, mi ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi ne boste odgovorili. Vsi so dejali: Ti si torej Božji sin. Rekel jim je: Vi tako pravite. Oni pa so dejali: Kaj potrebujemo še pričevanja? Saj smo sami slišali iz njegovih ust. Vzdignila se je vsa množica in ga peljala k Pilatu. Začeli so ga tožiti in so govorili: Tega smo našli, da zavaja naš narod in pravi, da je cesarju davke in pravi, da je Mesija, kralj. Pilat ga je vprašal. Judovski kralj. On pa je odgovoril: Ti tako praviš. Pilat je rekel velikim duhovnikom in množici. Nobene krivde ne najdem na njem. Oni pa so še bolj pritiskali in govorili: Ko je Pilat to slišal, je vprašal, ali je ta človek Galilejec. In ko je zvedel, da je izpod Herodove oblasti, ga je poslal k Herodu, ki je tudi bil tiste dni v Jeruzalemu. Ko je Herod zagledal Jezusa, se je zelo razveselil. Že precej časa ga je namreč želel videti, ker je slišal o njem.
Pričakoval je, da ga bo videl narediti kakšno znamenje. Spraševal ga je z mnogimi besedami, Jezus pa mu ni nič odgovoril. Veliki duhovniki in pismouki so stali zraven in ga silovito obtoževali. Herod ga je skupaj s svojimi vojaki zasramoval, ga v posmeh ogrnil v bleščeče oblačilo in poslal nazaj k Pilatu. Tisti dan sta se Herod in Pilat spoprijateljila. Prej sta se namreč sovražila. Pilat je sklical velike duhovnike, voditelje in ljudstvo ter jim rekel: Pripeljali ste mi tega človeka, češ da zavaja ljudstvo. Jaz bi se ga opriča vas zaslišal, nisem našel na njem nobene krivde v stvareh, zaradi katerih ga tožite. Tudi Herod je ni našel, ker ga je poslal nazaj k nam. Glejte, ničesar takega ni storil, kar bi zaslužilo smrt. Dal ga bo torej pretepsti in ga izpustil. Tedaj so vsi hkrati zavpili: Tega so namreč vrgli v ječo zaradi upora, ki je nastal v mestu, in zaradi umora. Pilat jih je znova nagovoril, ker je hotel rešiti Jezusa. Oni pa so kar naprej vpili: Še tretjič jih je vprašal: Kaj bi vendar hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, ne najdem na njem. Dal ga bo torej pretepsti in ga izpustil. Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali naj ga križa. In njihovo vpitje je postajalo vse glasnejše. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je tistega, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora in so ga zahtevali. Jezusa pa je izročil njihovi volji. Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili križ, da ga je nesel za Jezusom. Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi žene, ki so se tolkle po prsih in jokale zaradi njega. Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčerje Jeruzalemske, zakaj jokajte nad menoj? Jokajte namreč nad seboj in nad svojim zarodom. Kajte prišli bodo časi, ko bodo govorili: blagor ženskam, ki niso rodile, in prsi, ki niso dojile. Takrat bodo kričali goram: padite na nas, in gričem: pokrite nas. Kajte, če zelenim lesom počnejo tako, ko počnejo že te stari silki. Gnali pa so še dva druga, ki sta bila hudodelca, da bi ju skupaj z njim usmrtili.
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba hudodelca, enega na desnici in enega na levici. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj počnejo. Ko so si delili njegova oblačila, so zanje žrebali. Ljudstvo pa je stalo zraven in gledalo. Celo voditelji so se norčevali iz njega in govorili: Drugi je rešil, sebe pa ne more. Stopi s križem, si sedi z Božjim zidanec. Izvoljenec. Posmehovali so se mu tudi vojaki. Pristopali so in mu ponujali kise. Govorili so: Če si ti judovski kralj, reši se! Nad njim je bil tudi napis: Ta je judovski kralj. Eden od hudodelcev, ki sta visela na križu, ga je preklinjal in mu govoril: Ali nisi ti Mesija? Reši se v. Drugi pa mu je odgovoril in ga svaril: Ali se ne bojiš Boga, ki so isti obsodbi in midva prav tako po pravici trpiva, ta pa ni storil nič hudega. In govoril je: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In on mu je rekel: Resnično povem ti, nocoj prideš z menoj v raj. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo posredi. Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko je stopnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga in dejal: Zares, ta človek je bil pravičen. In ko so vse množice, ki so se zbrale, da bi gledale, videle, kaj se je zgodilo, so se nazaj grede tolkle v prsih. Vsi njegovi znanci pa so stali daleč proč. Prav tako tudi žene, ki so ga spremljale od Galileje sem in so to gledale. Prišel je tudi mož, ki mu je bilo ime Jožef. Bil je član velikega zbora, dober in pravičen mož, ki ni soglašal z njihovim sklepom in ravnanjem. Doma je bil iz judovskega mesta Arimateje in je pričakoval Božje kraljestvo. Ta je stopil k Pilatu in prosil za Jezusovo telo.
in snel ga je z križa, ga zavil v kos platna in položil v grob, izdolben v skalo, kamor ni bil še nihče položen. bližala se je sobota. Žene, ki so prišle z Jezusom iz Galileje, so šle za Jožefom. Videle so grob in kako je bilo njegovo telo položeno. Nato so se vrnile ter pripravile dišave in miro. V soboto pa so po zapovedi počivale.